Veliko držav sveta sodeluje z Združenimi državami Amerike. So kot nekakšni poslovni partnerji ali sodelavci. Tako na primer evropska podjetja v ZDA izvažajo zdravila in avtomobile, ZDA pa v Evropi prodajo veliko elektronskih naprav. Predsednik ZDA ima velik vpliv na to, kako bodo ameriška podjetja sodelovala s tujimi. Določi na primer dajatev, ki jo morajo druge države plačati pri trgovanju z njimi. Vojska ZDA je z velikim številom letal, ladij, oklepnikov in vojakov ena najmočnejših na svetu. Kadar se dve državi sporečeta, se ZDA pogosto postavijo na eno ali na drugo stran. In ker je predsednik obenem tudi vrhovni poveljnik vojaških sil, lahko tako vpliva na izid vojaških spopadov po svetu. ZDA so pomembne tudi pri reševanju mednarodnih sporov in humanitarnih kriz. Predsednik Obama je na primer ob izbruhu ebole v Zahodnji Afriki tja poslal ameriško vojaško in zdravniško osebje, da bi zajezili širjenje virusa, preden bi ta prišel v ZDA. Ameriški predsednik ima tudi pomembno vlogo pri skrbi za okolje. S svojimi odločitvami namreč vpliva tudi na to, koliko bo država onesnaževala okolje in varovala ogrožene živalske vrste. Predsednik Trump se je na primer odločil, da bodo ZDA odstopile od pariškega dogovora, v katerem so ZDA sicer obljubile, da bodo zmanjšale količino izpustov toplogrednih plinov. Torej, kdo je predsednik ZDA, je pomembno za ves svet, saj njegove odločitve močno vplivajo na gospodarstvo, vojaške spopade, odnose med državami po vsem svetu in okolje.